Izzivov na področju obvladovanja in čim uspešnejšega zdravljenja ter seveda pravočasnega diagnosticiranja redkih bolezni preprosto ne zmanjka. Zato me zanima, kakšni so trenutno obeti glede uvedbe nacionalnega registra redkih bolezni, ki bo omogočil, da bo multidisciplinarna obravnava tekla še bolj nemoteno, skrb za zdravje in kakovost življenja obolelih pa bo optimalnejša, kot je danes. To je, lahko bi rekli, tudi vprašanje digitalizacije, ki bo rešila vse probleme. Jih ne bo, ker treba tudi v register vnašati ustrezne podatke. Dobro je, da je ta register ustanovljen, dobro je, da ima neko točko, kjer se podatki vnašajo. Zdaj se pa mora ta register preobraziti iz registra evidence v register spremljanja bolezni. To je pa seveda zelo zahtevno, ker je vsaka bolezen drugačna. Na področju tiste bolezni, ki imam jaz, hemofilije, smo tak register delali 10 let in je zdaj pravzaprav edini terapevtski register, ki povezuje bolnike, zdravstvene delavce in hkrati omogoča spremljanje terapije, končno tudi finančno, kar je pa izredno zahtevno delo. Tako da register ne bo še nič primaknil, ampak smo na začetku dolge poti, ki je pa varna. Kajti nevarne poti, da kar nekaj narediš, pa iz tega nič ne rata, so najbolj nevarne. In tu se ne morem izogniti pripombi, kajti zdi se mi, da v našem javnem zdravstvu tu in tam preprosto zelo prehitro vzniknejo tudi tovrstne poti, ki popotovanje pacienta pri iskanju diagnoze in do pravega zdravnika, do pravega zdravljenja le še podaljšujejo. Tukaj so seveda precejšnji problemi tudi na področju redkih bolezni, vendar samo na področju nekaterih redkih bolezni. Tiste, ki so prirojene, se zelo hitro odkrijejo in Slovenija je v zadnjih letih dosegla testiranje ob rojstvu za skoraj 50 bolezni, kar pomeni, da odkar se na svetu te že usmerijo v ustrezno obravnavo. To je velik uspeh, organizacijsko izredno zahtevno, pojavljajo se pa seveda razne ideje, ali imajo starši pravico odkloniti to testiranje. Nimajo pravice, ker ne morejo odločati v imenu otrok in njihove prihodnosti. To je en vidik. Drug vidik je, da se nekatere bolezni dobro obravnavajo in preživiš otroško dobo. Tako se je pojavil problem tranzicije in transferja. To je zdaj te dni zelo aktualno, kako da nekateri odrasli hodijo k pediatru. Polne strani časopise so. Ob sistemu prehajanja od enega zdravnika na drugega zdravnika je ravno obdobje odraščanja najbolj občutljivo. Ko ti prevzameš skrb za svojo bolezen, moraš iti pa k drugemu zdravniku, ki ga ne poznaš. Zato seveda zagovarjamo, da tranzicije ni, da transferja ni, da pa se oblikujejo za posamezne bolezni centri, kjer so poleg pediatrov specialistov tudi internisti specialisti in tako dalje. To se pravi, da ne pošiljaš bolnika, ampak da prihajajo zdravniki. Za cistično fibrozo je v Nemčiji tako imenovani berlinski model, kjer imajo to urejeno. In mislim, da mora se Slovenija usmeriti po tej poti.